Dobro večer in lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Vaše zdravje, naša skrb, v kateri vsako nedeljo govorimo o najrazličnejših zdravstvenih težavah, odgovarjamo na vaša vprašanja, predstavljamo nove izdelke podjetja BioVis in seveda tudi z gostjo, gospo Herto Kosmina, ki je tudi nocoj z mano. Dobro večer, lepo pozdravljena. Vse to, počneva midve takole ob nedeljah zvečer. No, preden začneva govoriti o nocojšnji temi, naj povem, da lahko tudi nocoj pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22 in seveda poveste, kakšne so vaše težave, imate mogoče kakšno vprašanje v zvezi z vašimi težavami, in gospa Herta vam bo z veseljem odgovorila na vaše vprašanje. Naj pa povem tudi to, da bodo prvi trije poslušalci oziroma poslušalke, ki bodo poklicali v našo oddajo, nocoj dobili tale čaj, ki ga imava midve že pripravljene na mizi. Več o njem pa malo kasneje, ko bova predstavili še ostale izdelke. Torej, nocoj, gospa Herta, bova govorili o metabolnem sindromu. Sliši se to kar nekam znanstveno. Kaj v bistvu pod to definicijo pravzaprav pojmujemo? Kakšne probleme človek občuti, ko naj bi imel metabolni sindrom? Ja, res, v bistvu tako to smo dali tako ime, kot v bistvu se uporablja tudi v zdravniških krogih, zato bomo zdaj ljudem tudi malo bolj razložili. To pomeni v bistvu, da se hrana nepravilno presnavlja, da mi iz hrane ne dobimo vsega tistega, kar bi morali, pa tudi, da mogoče uživamo hrano, ki ni za nas najbolj priporočljiva, in potem se pač nekaj zgodi tako, da nimamo tiste moči, pa si mislimo, da bi morali še kaj pojesti, ker pač nismo dobili, mišice nimajo moči, mi smo lahko malo bolj napeti in se ne počutimo najboljše, potem mislimo, nekaj pa ni bilo tako, moram pa še nekaj zaužiti za to, da se bom počutil boljše. Vsi potem vemo tudi, kam ta sistem vodi, tako da potem pride pač do raznih zdravstvenih problemov iz tega naslova, kar precej, ker v bistvu organizem nam daje ta signal, da nismo zaužili tistega, kar bi mu koristilo, in celice so v bistvu še vedno lačne. In najbrž se začnejo potem nabirati kilogramčki? Ja, točno, to je tako, ker tako, kot smo rekli, mi nekaj pojemo, ampak to ni šlo v energijo. Šlo je potem v težo, ker pač ta hrana ni bila tista, ker jo naše celice niso bile sposobne predelati v energijo. Zdaj se tudi že pojavlja dobesedno ta izraz, ki mu rečemo prikrita lakota, ki pomeni, da pač mi smo sicer zaužili določeno hrano, ampak naše celice pa niso dobile tiste osnove, s katero bi lahko delovale, in mi smo še zmeraj, bom rekla, taki utrujeni, napeti, nervozni tudi, bom rekla, ker pač se ne počutimo tako, kot bi se mogli, in potem nekako verjetno vsi gledalci tudi poznajo ta občutek, predvsem zvečer, kaj mi še nekaj manjka, kaj bi nekaj, ker nekaj pa ni tako, kot bi moglo biti. In potem se to ponavlja. Zdaj, velikokrat, ko smo tako tudi brez energije in tako vzamemo stvari, ki so recimo lahko bolj sladke. Zato, ker mislimo, da bo bolj na hitro naš organizem prišel do energije. In tukaj pride potem pa še do tega, da pač pride visoki skoki sladkorja in potem visoki padci. In potem se to ponavlja in vsakikrat, ko zaužijemo še nekaj tacega, se spet, bom rekla, nam preusmeri v težo. In potem pride iz te slabe presnove, iz tega slabega občutka, brez energije in tako naprej, se ponavadi pojavi ena izmed treh prvih obolenj. Ta metabolni sindrom vedno nekako prinese s seboj povišan krvni tlak, sladkor pa holesterol. Zdaj, sploh tisto pride prvo, kar imamo nekako še v genih.
In velikokrat pride recimo prvo holesterol ali pa povišan tlak, kasneje se pa lahko pridruži še sladkor, ker je pa že, bom rekla, nekako tudi, lahko rečemo, znanstveno dokazano, da nekatera zdravila za holesterol povzročajo sladkor. To je že prišlo do tega, da so to nekako dokazali. Se pa, rekli ste, da se začnejo nabirati kilogrami, pa se ti kilogrami nabirajo v prav določenih predelih telesa? Ja, to je v bistvu zmeraj obseg trebuha. Zato velikokrat recimo vidite ali moške ali ženske noge bolj suhe, trebuh pa je malo bolj obilen. To je ta tipičen metabolni sindrom, kot mu rečejo, se tudi na sliki to jasno vidi. Tako da pravijo, da je treba vedno, rekla, nekako predvsem biti pozoren na obseg trebuha. V takem primeru potem vedno, mi smo že 14 dni od tega smo več debatirali o čiščenju prebavnega trakta, potem smo govorili o čiščenju jeter, potem je treba narediti nekaj v tej smeri, da se uravna presnova, da se potem tudi, bom rekla, pravilno usmerja hrana v energijo in ne v težo, s tem, da morajo pač gledalci tudi se zavedati, da je izjemno pomembna tudi tekočina pri tej stvari. Pravijo, da mi smo včasih tudi tako, da malo zamenjamo občutke. Občutek lakote pa občutek žeje. Potem pa pridete na teren in rečejo, ja, veste, jaz nisem prav nikoli žejen, nikoli žejna. Mogoče tudi ta občutek že mi malo zamenjamo. Tako da tekočina je izjemno pomembna. Je zelo pomembna. Torej, kot ste omenili, sva že govorili o tem v prejšnjih oddajah, o čiščenju jeter in prebavnega trakta. Se pravi, zelo pomembno je, da uredimo prebavo in presnovo. Ja, v bistvu je tako, če imamo mi nekako urejen prebavni trakt, da je vsakodnevno odvajanje, potem moramo, to je nekako tista prebava, potem moramo urediti še presnovo. Zdaj ta metabolni sindrom mogoče se niti ne toliko izpostavlja pri vseh nas, ampak na svetu v letu 2014 ga je imelo 400 milijonov. Kar jasno pokaže tudi, če gledalci recimo vidijo, koliko ljudi okrog njih ima recimo zdravila za holesterol, zdravila za sladkor, zdravila za povišen krvni tlak. Kar pomeni, da te tri obolenja nekako izhajajo iz metabolnega sindroma. Tako da moramo biti ful pozorni na to, da izkoristimo tisto hrano, ki jo zaužijemo v pravo smer. Ker potem tukaj je tako, malo slabše začne delovati potem tudi trebušna slinavka. Pravzaprav se ona ful trudi. Ona praktično vrže v krvni obtok več inzulina, kot bi bilo potrebno, in potem so te celice vse nekako postanejo neobčutljive na inzulin in potem se ta sladkor ne absorbira v celice in mi ne pridemo do te energije. In enostavno bom rekla, potem kljub temu, da je veliko inzulina v krvnem obtoku, se ne pretvarja sladkor v energijo. In vse te celice postanejo tako neobčutljive in kar nam že lahko potem pride do tega, da imamo mi večje probleme z ožiljem. Imava že prvi klic, da vidiva, kdo je prvi poklical. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer. Pozdravljeni. Marija iz Slovenske Bistrice. Jaz moram prvo vse lepo pozdravim in posebej pohvalim gospo Herto, ker resnično nam zelo dosti in lepo pove. Jaz bi pa njo vprašala, zdaj, če je ravno na ta metabolni sindrom ta stvar, ampak gre za to, da jaz sem, ker imam revmatoidni artritis, jemljem veliko tablet, Medrol, metotrexat, moram pa vseeno to zaščito za želodec vzeti. In tam je pobrala vso želodčno kislino in zdaj imam vedno
težave s tem prebavo, oziroma se mi ne prebavi. Ne? Uporabljam naprimer prebavne encime, pa uporabljam papajo, ampak to ni dovolj. Samo papajo, Kaj mi gospa? lahko predlagate? Kot prebavne encime samo papajo? Ne, to je tisti, vse jih verjetno. Zdravniške ali kaj? Ne vem, če se jih poznate od kalivite. Aha, digestiv encim. Ja, digestiv encim in pa papaje posebej. Aha. Dobro, bom rekla, pri nas, če boste si kaj pogledali ali pa če vam bomo tudi kakšne oddajo nazaj, smo že predebatirali o tej, imate Carbo Digest, ne, imate izjemno širok spekter vseh prebavnih encimov, ne, v eni kapsuli, ne. Tako da lahko, bomo rekla, si tudi s tistem pomagate. Sigurno pa je biodiab tudi tisti, ker vam bo pomagal, bom rekla, tudi pri antioksidantih, ki jih potrebujete glede na vaša sklepna obolenja. Ne? Ja, samo ti antioksidante jaz ne smem preveliko, ker jaz v bistvu jemljem metotrexat, ki pač ima to vlogo proti imunskemu, ne? Da ne smete preveč spodbujati imunskega sistema. Ja, vem. Ampak ni to tukaj prav toliko, ne? Ker nimate vi take skoncentrirane stvari vitaminov pa mineralov, ker so nekatera zelišča, gospa. Ne, jaz jemljem presej teh dodatkov, ampak mislim, da so taki bolj, ki so pač bolj primerni za mojo bolezen, pa za moje stanje. Bomo še več povedali, bomo še malo povedali. Kar pogledajte v televizijo, gospa. Hvala za vaš klic. Lahko noč. Ja, imamo še en klic, bomo sprejeli. Dobro, bomo prvo sprejeli. Dober večer, lepo pozdravljeni. Kdo nas je poklical? Halo? Pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Ja, dobro večer. Dober večer. Povejte. Tukaj Milena iz Ruš. Dobro večer. Ja, halo, Milena. Ja, slišimo. Se slišimo, ja. Jaz pa bi vprašala, da ima malo holesterol povišan, in bi pač, zdaj ne vem, če ta čaj tudi ustreza. Ja, tudi, gospa, bomo povedali, vam odgovorili. Gospa, spremljajte nas in dobite tudi čaj. Bomo. Hvala lepa za vaš klic. Hvala vam. Večer, pa hvala lepa za lepo oddajo. Hvala lepa, lahko noč. Ja, bomo prvo tej gospe, potem pa še enkrat naknadno prejšnji. Vsekakor, gospa, ta čaj vam bo ful pomagal, da ste ga dobila tudi za darilo, ker ste klicala. Nekako vam tako pomaga pri presnovi, hrano usmerja v energijo in zmanjšuje apetit. Tako da v bistvu vi imate energijo, nimate pa tizga konstantnega občutka lakote, ker ta čaj vsebuje tudi ta zeleni čaj, pa zeleno kavo, pa garcinjo kambodžo, ki vam direktno pomaga pri presnovi ogljikovih hidratov. Tako da, če se boste odločili potem skupaj še z biodiabom, boste lahko zaustavili ta proces, ki smo ga prej opisali, ki se je pri vas v bistvu začel. In jaz mi rečem, če naredimo nekaj v tej smeri, da zaustavimo proces, potem ga lahko odnesemo tudi za 10, 15, 20 let naprej. Če pa nič ne naredimo, potem vemo točno, po katerih stopinjah gremo. No, glede na prejšnjo gospo, ki je rekla, ona jemlje zdaj v bistvu dvojne encime. V Carbo Digestu pri nas imate izjemno širok spektar, gospa, vseh encimov skupaj, tako da vam resnično tudi v tistih vrednostih, kateri vam izjemno pomagajo. Dr. Tomislav Majič se je resnično za te encime tako potrudil, gospa, da tisti, ki jih jemljajo, jih čutijo v par dnevih. Ker je pa tako pri sklepih, potem, če je hrana pravilno presnovljena, potem se na sklepe ne nabira in tudi ni v tistih vnetnih procesov, ker metotrexat pa to v bistvu zaustavlja odziv organizma, ker ga gospa mora nekako imeti, je pa dobro, včasih tudi jetra prečistiti v takem primeru, ker zaustavimo stranske učinke zdravil. Dobro, bomo sprejeli še en klic. Dobro večer, kdo nas je poklical?
Dober večer. Jaz pa na svoj kličem za mojega moža. In sicer ravno to, kar se pogovarjate z gospo, on ima zdaj že en mesec, vsaki drugi dan ali pa vsaki tretji dan težave z želodcem. Pravi, da ga boli v želodcu, ko kaj poje. Zdaj pa en dan je recimo sadje, drugi dan je kaj bolj lahkega, ampak kar naprej pač govori, da ga boli. Pa me to zanima, bi to lahko bil metamolizem ali pa da bi bilo to kaj drugega. Jaz ga pa kot moškega ne morem spraviti v zdravnika. Nima nobenih zdravil, gospa on? Ne. Aspirin edino jemlje, aspirin, ja. Za rečanje? Ja. No, imel je težave z srcem, zato jemlje zdravila, pač ta aspirin, samo zaradi srca, drugega ne. Ja. Dobro. Gospa, ostanite z nami, dobite tudi tale čaj, ker ste poklicali, vi pa ostanite z nama in poslušajte, kaj vam bo gospa Herta povedala, prav? Najlepša hvala. Dobro, hvala vam, lahko noč. Vsekakor bom rekla, je verjetno problem v prebavi, ne? In potem hrana obleži. Zdaj mogoče je pri nekateri hrani bolj izrazito, ne? Ponavadi bom rekla, so to, ne vem, bela moka, lahko bom rekla, so tudi kakšno mesni izdelki, te stvari, kjer imamo slabše prebavne encime in potem to obleži in začne želodec boleti, ne? Tako da jaz, gospej, bom rekla, v tem primeru sigurno bi svetovala, tudi bi od jabolka ga bomo potem povedali, istočasno pa sigurno prebavne encime, da bi takrat, kadar on opazi, da ima problem, da bi vzel, da mu bi ti prebavni encimi pomagali presnoviti hrano, ne? Da se želodec tega reši, ne? Vseeno vam tako svetujem vam malo, da kadar kuhate hrano, uporabljate mogoče malo več zelišč, ker so to že eni dodatni prebavni encimi, ki pomagajo. Pa da gospod je počasi, ne? Ker ponavadi mi to zmečamo vase, pa enostavno ne prežvečimo in že tam zgubimo tiste prebavne encime, ki bi bili nam koristni, bom rekla, potem v prebavnem traktu, ne? Dobro, pa dajva mi dve nadaljevati, kjer sva ostali, če se še spomnimo, govorili sva o debelosti. Mislite, da na debelost vpliva genska zasnova? Lahko kaj naredimo glede tega? Sigurno vpliva, ne? To bom rekla, poznate ljudi, ki lahko pojejo karkoli želijo, ne? Pa bom rekla, vseeno ostanejo suhi ali pa elegantni, kar pa ne pomeni, da se lahko ne pojavi metabolni sindrom z sladkorjem pa z, bom rekla, holesterolom, ne? Zaradi tega, ker jejo slabo hrano. Imate pa ljudi, ki imamo, bom rekla, tako zasnovo, da pač je gensko imamo predispozicijo za debelost, ne? Ampak jaz potem rečem tako, ne? Potrebno je narediti več na tej bazi, ne? Tako da zmeri vse, karkoli imamo, lahko že s tem odnesemo za par let, ne? Tako kot smo rekli, 10-15 let, ne? Vsi tisti, ki imajo probleme z ožiljem, pač pomeni, da bojo mogli več hoditi, uživati več C-vitamina, več omega-3 in te stvari, ne? Skratka, narediti nekaj zase, narediti v tej smeri, ja. Res. Do nas je pa sedaj poklical. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Sem dobila to studio? Ja, ste dobili, v etru ste, povejte. Tu pa je Slavica Bedanik, iz Turske gore kličem. Jaz pa bi vprašala, ker sem jo ugotovili za zamaščena jetra, ne alkoholna zamaščenost, ne, seveda, pa želodec, imam tudi gastritis, ta kronični, ne, in zdaj sem si kupila ta silimarin, kaj je to, kako se reče, že v lekarni, ne kapsule za čiščenje jeter, pa bi vprašala za ta čaj, kak je pa s tem čajem, če to tudi čisti oziroma pomaga. Ja. Tudi lahko vas na televiziji odgovori, bom gospa. Hvala lepa za vprašanje. Glejte nas in poslušajte. Hvala. No, sicer to je bila tema prejšnje oddaje, ampak bom rekla vseeno, ne. Ko boste pač porabljali te kapsule, ki ste jih že kupila, ne, bom rekla vseeno, probajte malo povprašati na to številko, ki se bo potem izpisala za proizvod Liver Protect, ne.
ker je sestava proizvoda za čiščenje jeter čisto nekaj drugega. Tako kot smo že zadnjič rekli, sam ta pehasti badelj, Cecilij Marin, ko je rekla gospa, izjemno težko prehaja v jetra. Drugače pa gospa čaj izjemno zaželjeno, ki karkoli boste delala v smeri čiščenja. Če nimate dovolj tekočine, vas lahko začne srbeti koža, lahko vas začne boleti glava. Karkoli vi morate spiti 3 deci na 10 kg telesne teže. Obvezno. Ta čaj vam bo pomagal malo bolj hitro spraviti te strupe iz organizma. Dobro, upajmo, da smo odgovorili, gospe. Z nami pa je spet nekdo. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Lepo pozdravljeni. Je prišel? Ja, pozdravljeni, povejte. Ja, kdo je z nami? Dober večer. Darja iz Kranja. Pozdravljeni. Pozdravljena. Povejte. Mene pa zanima, imam histaminsko intoleranco. To se pravi, nimam enega encima, ki bi prebavljal histamin. In me zanima, na kakšen način bi se dal pomagati. Spet smo tako, Dobro, vse vam lahko pogovorimo, tudi vam v televizijo. Lahko odložite, gospa, in naj jo poslušate, pa bomo odgovorili, prav? Hvala lepa, lahko noč. Sicer bom rekla, gospa, je malo težko, ampak vseeno, zmeri to pomeni, da vam primanjkuje prebavnih encimov. Spet bom rekla tako, pri Carbodigest, temu preparatu, ki ga je dr. Majič sestavil, imate kompletno sfero prebavnih encimov. In mi imamo vedno več problemov s prebavnimi encimi, zaradi tega, ker mi hrana, ki je sveža, ki je neobdelana, tista ima sama tam približno 70% prebavnih encimov, jih že vsebuje. Ampak nažalost mi vedno več pojemo hrane, ki je predelana, toplotno obdelana, kakorkoli, in ta hrana nima prebavnih encimov. In zaradi tega mora naš organizem proizvesti celo maso teh prebavnih encimov in enostavno ne uspe. Tako da pri proizvodu Carbodigest imate res noter kompleten spekter teh prebavnih encimov. Tako da lahko pokličete, pa si naročite, pa boste videli, da se bo stanje izboljšalo. Dobro. Številka bo izpisana kasneje, kamor lahko pokličejo za izdelke, seveda. Z nami pa je že nekdo. Dober večer. Ja, dober večer. Pozdravljeni. Kdo nas je poklical? Dragica, to. Jaz bi rada s tole gospo v etru govorila. Ja, ste že v etru, gospa. Kar povejte, kakšno je vaše vprašanje? Ja. Se slišiva? Gospa, stišajte prosim televizor, pa naj jo kar po telefonu poslušajte. Prav. V redu? Jaz bi pa rada tole gospo vprašala, a ima ona kakšno knjigo glede tega predavanja in kje bi jo lahko dobila? Glejte, mi imamo več predavanj, tudi po Sloveniji, tako da ne vem. Od kje ste rekla, da ste, gospa? Iz Velenja. Iz Velenja. Zdaj vsaki četrtek imamo predavanja v Mercator v Ljubljani, to je Maxi Market. Drugače knjigo pa pripravlja dr. Majič, tako da jaz upam, da bo čim prej izšla ta knjiga. Dr. Majič. Tomislav Majič. Ja, on je iz Šmarjeških Toplic drugače. In on pripravlja knjigo, bomo rekla, tudi o pravilnem načinu življenja, pravilnem prehranjevanju, pa tudi vse te njegove proizvode bo podrobno opisal, pa tudi razno postenje in te stvari, ki pač nas pestijo vsakodnevno. In ko bo tako daleč, bomo zagotovo povedali v oddaji, ne? Torej, hvala lepa. Ja, me pa zanima še nekaj, prosim. Na hitro, gospa, ja? Imam mečken holesterola, zdaj se ga že mečken popravlja, pa za tlak jemljem, ni tako strahotno, pa ščitnica, na ščitnici boleham tudi. Mečken sem imela tudi zamaščene jetre, imam žolčni kamen, vse to bi nekako rada tele
gospo, kaj mi ona priporoča. Ja, gospa, jaz vse, kar vam bomo odgovorili. Sedaj pa dajte televizijo na glas, pa naj jo poslušajte, prav? Ja. Ja, hvala lepa za vaš klic. Lahko noč. Ja. Ja, evo. No, evo, gospa, jaz vam bom povedala zdaj tako, ker vi imate že vse tri nekako rahlo na začetku, ne? Čeprav po glasu ste mi zdela tako dokaj mlada gospa, ne? Jaz si mislim, da bi bilo pri vas sigurno prva tista stvar prečistiti jetra s tistim liver protectom, ki jaz upam, da ste nas gledala prejšnjo nedeljo. Drugače na YouTubeu dobite tudi oddajo za nazaj. Potem pa, da nadaljujete s tem, kar bomo mi danes vam opisali, ker imate točno, rekla, za to, kar je točno ta metabolni sindrom, o katerem se praktično premalo govori, če tako rečem. Ker vsi vzamemo tako, vse to je normalno, vse so v letih, ni normalno. Ni se da pomagati, ne? Tako, točno tako. Torej, mi dve nadaljujeva kako in kaj čez nekaj minut, sedaj pa so na vrsti oglasi. Lepo pozdravljeni nazaj v najini družbi. Danes gospod Herto govoriva o metabolnem sindromu. Pa dajva, imeli sva zdaj kar nekaj klicev. Tudi vi lahko pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 0222 in povprašate, kar vas zanima v zvezi z metabolnim sindromom. Torej, govorili sva o debelosti, o odvečnih kilogramih. No in ko se začnejo ti odvečni kilogrami nalagati, marsikdo poseže po razni dieti, a ne? Ja, res je. Kar pa verjetno ni. Kar pa naredimo ravno kontra spet, ne? Že prej smo rekli, ljudje jedo, ampak njihove celice so lačne, ker v bistvu se ta hrana ne pretvarja tako, kot bi se mogla. Ko pa želijo shujšati, se ustavijo jesti. Takrat je pa totalna blokada, ker organizem reče, aha, zdaj pa sledijo slabi časi. Ne bom dobil hrane in začne varčevati na vseh področjih. In tako ne jemo in ne hujšamo. In smo samo, rekla, utrujeni, zmatrani, nervozni. Mogoče kratkoročno je to rešitev, dolgoročno pa zagotovo ne, a ne? Ja, mi dve imava že spet klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer, želim. Pozdravljeni. Lendave. Jaz pa imam eno vprašanje. V kratkem času sem se zredila 7 kil, mogoče v 2 mesecih, ampak to okrog pasu. Zdaj pa zanima, kaj se da narediti. Jaz sem že pa eno kuro dala skozi za čiščenje jeter, ampak že to mogoče pred pol leta z vašim proizvodom. Dobro, poslušajte naju, vam bomo odgovorili. Hvala za vaš klic. Lahko noč. No, to je tipično, tako kot smo prej rekli, ne. Redimo se, moči nimamo in tipično čez pas, ne. Obseg je tisti večji. Tako da jaz gospej Suzani, če se ne motim, izjemno svetujem, da se odloči za ta 2 artikla, ker ji bodo pomagali k boljši presnovi, k večji energiji in k zmanjševanju apetita in bo čistila istočasno, ko bo iz organizma čistila stvari, se bojo tudi stvari urejale. Tako da je ta in biodiab in leptin čaj, oboje je namenjeno direktno k temu, da mi pridobimo pravilno presnovo in da tudi, bom rekla, zaščitimo ožilje, če tako gledamo. In vse skupaj, da se začne organizem urejati. To je bistvo tega. Dobro, bova sprejeli še en klic. Dober večer. Ja, dober večer. Tu Ana pri telefonu. Pozdravljeni. Dober večer, Ana. Jaz bi pa vprašala, jaz se mučim za sladkorno in kolesterol isto imam. Pa imam tak prebavne motnje tudi, ko nekaj pojem, pa čez en čas manj že kar leteti na stran. Dobro. Bova odgovorili, ostanite z nami, poslušajte naju. Ja, hvala. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.
ravno tako je prebavna motnja v bistvu, če človek je zaprt ali pa če gre prehitro. Tudi če gremo prehitro, v bistvu to pomeni, da imamo kot eno intoleranco mogoče na kakšno stvar in enostavno gre iz nas neprebavljeno. Potem je tukaj vpliv stresa tudi, bom rekla, ne, ki potem pogrene vse skupaj in lahko je hrana še delno nepresnovljena. Ne. Tako kot je dr. Majič rekel, imate potem še mastne madeže ali pa recimo še vidite, kako je solata izgledala v blatu. Ne. Tako da pri tem, da ima gospa sladkorno, ne, ker je potem na udaru tudi ožilje, kot smo rekli, pa oči, pa ledvice, pa vse to, jaz izjemno svetujem to, ker bo tudi blato nekaj malo bolj oblikovano, drugačno. Ne. Tako da, ja, pa tako, jaz rečem, da ne bomo rekli, da je to kura za en mesec. Ne. Pri metabolnem sindromu morajo se ljudje zavedati, da morajo nekaj časa to vzdrževati, ne, da vzpostavijo ravnovesje organizma. Ne. Jaz tako, vsaj 3 mesece je potrebno, rekla, se držati, ne, da vidite tiste prave rezultate. Da so ne. rezultati, ja. Ja. Ko smo bili že prej, kar jaz je malo nadaljevala, v bistvu začnemo hujšati in postanemo itak in potem nekako ne gre več in mogoče začnemo ponovno jesti in dobimo jojo efekt, ne, kot rečejo, ne, ker se potem pa zaradi tiste vključitve ne rabe in vse hrane se potem teža še poveča. Ali pa bomo nekaj tako, ne vem, nekateri, joj, veste, saj sadje pa ne redi, ne, in si naredijo recimo sadni smuti, ne, in to je taki boom sladkorja, to je kot da bi bombo vrhel organizem, ne. To so taki skoki in padci, da če delajo smutije iz zelenjave, ne, naj bo, ampak smutiji iz sadja, morate vedeti, da imate izjemno bombo sladkorja. Ne. To je izjemno hitro je porast in izjemno hitro padec. Ne. Tako da, kar se tiče sadja, rekla, je boljše, da je nekako večkrat po en sadež in ne tisto nekaj zmešano na hitro vse skupaj. Ne. Ker potem imamo res tisto, kar ni najboljše. Ne. No in potem pridete pa do enega stanja, jaz sem imela včeraj enega gospoda, ne, in ko se vse to zvleče, ne, in sladkor, in holesterol, in stres, in povišan krvni tlak, ne, veliko ljudi reče, veste, meni pa šumi v ušesih. Ne, in potem imate ta zvok, ki ali piska, ali šumi, ali karkoli. Ne, in včeraj sem imela enega gospoda in rekel, veste, mi šumi v ušesih. Jaz sem rekla, to je samo taki znak kompletnega organizma, da organizem ne deluje več tako, kot bi mogel. In potem je to, ja, veste, rekel, jaz sem bil pri enemu Kitajcu, ne, teh bioenergetičarjih, in to je rekel, veste, kako mi je on to opisal? To je opisal tako, da kadar date lonc na štedilnik in kadar je vsega preveč, je rekel, začne piskati, ker je znak še malo in ga bo razneslo. Ne. In tako da v bistvu tisti, ki imajo to šumenje, to je znak že nekaj določenih vnetij v organizmu tudi. Tam prekrvavito ušesa. Ne. Se pravi, se spomnejo takrat na ta lonec in... Ja, takrat je treba nekaj narediti. Zelo dober primer. Ja. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Pozdravljeni. Jaz bi obe dve v studiu lepo pozdravila in bi vprašala gospo, kaj pa priporoča, jaz imam prijatelja, ko ima Parkinsovo bolezen. Bomo odgovorili, gospa, to. Hvala za vaš klic. Poslušajte nas in gledajte Lahko noč. Zdaj tako, ne. Tukaj je treba pač, organizem je treba zmeri čistiti, ne. Treba je vzdrževati mikrocirkulacijo, ne, kar pomeni, da recimo tudi biodiab bi bil dobrodošel. Zraven imate pa, gospa, sigurno kakšno omega-3 nenasičene maščobne kisline, ki so izjemno dobrodošle, pa vse, kar se tiče B-kompleksov, ne. Jaz recimo
pri takem obolenju izjemno rada dajem tudi noni, no? To je en taki sirup, ki vsebuje vse in B vitamine, in aminokisline, in po eni strani ga je izjemno lahko jemati, ker se ga vzame samo neka 0,3 ali zjutraj na tešče ali pred spanjem. Pomembno je, koliko časa to vse skupaj odnesete, tako kot smo prej rekli. Vse, kar se naredi v tej smeri, da se organizem vzdržuje, podpre in tako naprej, je dobrodošlo. Je dobrodošlo, ja, ne? tako, Ja, res je. Torej, govorili sva o dieti, potem začnemo ponovno jesti, a ne? Ja, res je. Po stradanju lahko rečemo, se začne ponovno na veliko jesti. To je verjetno tudi en poseben šok za telo, a ne? Ja, kot smo rekli, potem imate namesto jojo efekt, tisti, ki smo ga prej omenili, v bistvu teža zraste še več, kot je bilo, ne? Zaradi tega, ker so še vse celice na tem, da one nekako varčujejo. In ko mi zaužijemo določeno hrano, se teža izjemno hitro odvihne. No, pa verjetno obstajajo kakšne snovi, ki pa zmanjšujejo možnost pojava te neobčutljivosti na sladkor, maščobe. Sigurno, veliko je teh stvari, zato sem recimo tudi, že prej sem rekla, tudi kadar kuhamo hrano, pa če treba dodati več zelišč in vsega tega, ampak obstajajo pa ene, ki so prav res specifične. To je recimo ta grenka melona, ki jo boste videli tudi na sliki. Ona dobesedno pomaga pri presnovi hrane in usmerja hrano v energijo, v ta sladkor, ki ga mi lahko izkoristimo. Tako da tudi pravijo, da vse te grenke snovi vsebujejo veliko teh zdravilnih učinkov. Potem imate ta Ginema silvester, to je ena indijska rastlina, zato v bistvu njeno indijsko ime se imenuje uničevalka sladkorja, ker je dobesedno deluje v tej smeri, da mi sladkor lahko izkoristimo. No, verjetno vsi naši gledalci vejo za krom. Krom vam resnično pomaga pri presnovi sladkorjev, vam uravnava sladkor, tako da je mineral krom izjemno pomemben v prehrani. Tako da tisti tudi dobesedno zmanjša občutek lakote. Potem imate recimo Garcinjo Kambodžo, ki smo debatirali prej. Ona dobesedno vam pomaga tako pri presnovi, zmanjša apetit in ureja presnovo ogljikovih hidratov. Ker mi imate maščobe, imate sladkorje, imate ogljikove hidrate. Tako da mora biti nekako razporejeno, da vse nekako bolj urejamo. Potem je ta cimet, tega tudi večinoma ljudi pozna. Tako da ful teh stvari, ki se dajo, za to, da bi se uredil. Potem imate aminokislino L-karnitin. Dobro, zapomnite si, kje smo ostali, da bomo v tem lahko nadaljevali, kaj imamo spet klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Ja, jaz sem že klical, ja. Pozdravljeni, evo, sedaj ste nas pa dobili. Dober večer. Ja. Povejte, gospod, kakšne težave imate? Težave? Ja. Ne, že drug noter v vetru. Ne, vse je kar vprašanje. Gospod, me slišite? Zanima me za razstropitev. Prejšnji teden je bilo govora za razstropitvi telesa. Me pa zanima, če se da tudi kakšno napravo razstropiti. Jaz poznam nekoga, ko je kupil neko napravo, da noge dal malo vodo, pa na aparatek noter, pa mu ti se razstrupla telo, če je tu... Bomo odgovorili, gospod. Bomo odgovorili? Vam bom odgovorila tudi za to. Lahko odložite slušalko in naj jo poslušate po televiziji, prav? Pa zanima me, če bi, kjer tu proizvaja, v Ljubljani podjetje je. Dobro, bova odgovorili, kolikor bo v najni moči. Kaj je gospod sploh vprašal?
Zdaj tako, ne, gospod, vi ste vprašal za tisto banjico, ne, ko date noter te elektrode, pa date sol. Sicer vas razstrupi, ne, tako bomo rekla, ne bomo razstrupi vas v tej smeri, ne samo v tistem trenutku, ko vi imate noge noter, ampak deluje še 3 dni naprej, tako da vežete odpadne snovi in jih odvaža preko mehurja, pa preko, bom rekla, blata, pa preko kože ven iz organizma, ne. Samo morate biti pazljiv, ker odvaja tudi istočasno minerale, ne, in potem veliko ljudi, ki jih srečam na terenu, mi rečejo, da jih bolijo noge od kolena navzdol, ne. To je tipično, da jim primanjkuje mineralov, ne. Tako da jaz recimo v tej smeri sigurno bi prvo svetovala čiščenje jeter, bom rekla, prej recimo v tej smeri z prehranskim dopolnilom ali pa mogoče z obliži na nogah, ker imate tudi, da vam spostavi cirkulacijo, pa imate te obliže 8 ur na nogi, ne, pa malo drugače delujejo, no, gospod. Dobro. Kdo pa to proizvaja? Pa žal ne veva. Žal, ampak ne bi vedela. Tisto pa na internet mogoče bi gospod dobil. Gospod Google bo to vse vedel. Ja. Je pa že nekdo drug z nami. Dober večer, kdo nas je poklical? Ja, lep dober večer. Pozdravljeni. Povejte. Jaz sem zdaj dobila izvide, jaz sem še ful mlada, ne. Izvide imam katastrofa. Imam veliko maščobe v krvi in zamaščena jetra, ne. Kilažo nimam problemov, ampak izvide imam pa take, jaz sem zdaj že 2 meseca doma, ne morem, ne gre nikamor, v glavnem telo, mi je sploh ne da, ne. Sicer sem bila ful aktivna, vse delam, zdaj bi pa jaz samo proskla, ne vem, s čim se ne pomagam, po najbolj naravni poti. Od kje ste, gospa? Od kje ste? Slovenske Konjice. Slovenske Konjice ste. Jaz vam bom odgovorila, lahko tudi, mislim, pogledate v televizijo, pa vam bom jaz to odgovorila, Hvala za vaše vprašanje, vam bomo odgovorili, prav? Ja. Poslušajte nas. Ja. Hvala, lahko noč. Hvala, gospa. Glejte, gospa, tako, glede na to, kar ste rekla, da imate tako zamaščena jetra, jaz verjamem, da imate tudi stresa precej, ne, če ste mlada, tudi verjetno po vsej tej verjetnosti. Zato vam sprva res priporočam preparat Relax, pa Liver Protect. Ne. Če boste vi poklicala potem na tisto telefonsko številko, ki bo izpisana, pa če vam gospa Urška, ki se bo javila na vse te stvari, ne bo znala odgovoriti, bomo mogoče se mi dve slišali, potem pa bomo vrle še kakšno debato naprej o tej stvari, ne. Tako da jaz vas vabim, da sprve res začnete z Relaxom, pa z Liver Protectom, ne. Boste videla te vaše izvidi tam v roku, če ste zdaj 2 meseca doma, jaz mislim, da v roku 2 mesecev bojo izvidi že dokaj dobri, gospa. Brez drugega. Dobro. Upam, da smo pomagali. Ja, če ne bomo še naprej pomagali, ne, pokliče, sigurno. dobi tudi vašo telefonsko številko in se vidi, da potem naprej dogovarjate, ne? Tako, ja. Torej, kje sva midve ostali? Mi smo ostali potem pri tem L-karnitinu, pa potem smo nekla pri, recimo, cink je tudi ta mineral, ki izjemno pomaga, ker pomaga tudi pri tvorbi hormonov, bom rekla, tako da, ker tudi hormoni so ful odvisni, potem trebušna slinovka deluje na podlagi, koliko nekaj teh prebavnih encimov tvori, ne, pa vse te stvari, ne. Tako da imamo tu res en taki izjemen spekter zelišč, ki lahko vplivajo na naše počutje, ne, in ta metabolni sindrom, ne. Dobro. Upam, da so vsi poslušalci zapomnili vsaj kakšnega od njih. Drugače pa imamo spet klic. Bomo ponovili, ja. Dober večer. Dober večer, gospe. En lep pozdrav z Ljubljane. Marjana pri telefonu. Ste me malo spodbudili, da pokličem, ker je vaša gostja, gospa, govorila o zvonenju v ušesih. Jaz sem 60 let stara in imam to težavo v bistvu že, lahko rečem, skoraj 40 let. In to v levem ušesu meni zvoni, pregledali so mi vse, kar se da takrat. Moram pa reči, da zadnje čase, ko sem majčken pod stresom, tako kot več ali manj nas je precej, imam pa močnejš to izražen. In zdaj so mi pri zdravniku nekako so me postavili kot malo depresivno.
ne, ker tudi to povzroča verjetno. In veste, so mi dali tablete, tole vam bom rekla, Dulcevija. Jaz sem šla malo po internetu in sem se zgrozila. Ob tem, da jaz popijam kdaj kakšen čaj šentjanževke in mislim, če bi mi lahko mejčkan okoli tega, drugače se bom pa jaz še oglasila, no. Hvala vam, lep pozdrav v Ljubljano, lahko noč. No, to je bistvo, ne, bom rekla, sej, kadar je stresa več, je zvonjenje močnejše. Kadar je vsega preveč, da gre talonec začne piskati, kako je rekla gospa. Ampak zaradi tega jaz mislim, da bi bilo vseeno dobro nekaj narediti na zeliščih. Kot sem rekla, ta relaks recimo je resnično klinično testiran proizvod proti vplivu stresa na organizem. Sej mogoče bomo eno oddajo posvetili stresu, glede na to, da vidimo, da je velik problem. Ker sedaj se je tudi, naj povem še to, da se je izpisala telefonska številka, kamor lahko tudi ta gospa pokliče, pa bom rekla, gospa, veliko tekočine, pa gibanja na svežem zraku, pa skrbite za ožilje. Tako da recimo tudi v takem primeru ta Biodiap je izjemen artikel. Zdaj, če malo ponovimo... Bomo še sprejeli en klic, pa bomo potem nadaljevali. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Pozdravljeni. Se slišimo, ne? Ja, se slišimo, povejte. Jaz bi pa vprašala zaradi holesterola. Sicer jaz imam tele kapsule, jih uživam in obenem me pa zanima za mnenje za kis. Pravijo, da kis zjutraj nateše, da maščobo pobere. Jabolčni kis, ne? Ja. Hvala vam za klic, lahko noč. Zdaj to mora biti domači jabolčni kis, da smo bio, da smo nečistem. Je pa tako, če jemljete kis, potem je vedno dobro, da zraven kisa vzamete eno majhno žličko medu. Ker drugače kis vam ponovno vam izniči nekatere minerale, zato je tisti med nekako nadomešča tiste minerale, ki vam jih kis pobere. Tako da je dobro, vam rekla, gospa, ni problematično, zdaj koliko bo znižal holesterol, ravno ne vem, ampak dobro, boste pač s temi, ne vem, če ste se odločali za Liver Protect prejšnji teden, mislim, da bo počasi tudi to padle, te vrednosti, pa tako naprej. Dobro, nama časa počasi zmanjkuje, bova predstavili... No, jaz sem hodila reči, da v bistvu vse te zelišča, ki smo jih zdaj predstavili, je dr. Majič združil v preparatu Biodiap. Zaradi tega, ker mi enostavno niti ne uspemo, da bomo vse te zelišče dnevno vnašali v svojo prehrano v pravi vrednosti, v pravem sorazmerju in tako naprej. Zato je resnično v tem Biodiapu imamo tako dva preparata, Biodiap 1 pa Biodiap 2. In Biodiap 1 se jemlje zjutraj in zvečer, medtem ko se Biodiap 2 jemlje samo zjutraj. Notar imate res kompletno sfero vseh teh zelišč, kot smo rekli, ki vam tako, ne samo, da vam ščitijo ožilje, kot rečemo ožilje, mi pod ožilje morate razumeti, ne vem, oči, ledvice, kompletne možgane, ker tudi to piskanje, katero smo omenjali, mi piskanje slišamo v ušesu, kar pomeni, da neki ni pravi pretok, ampak isti sistem imamo v možganih, ampak tega mi ne vidimo in tudi ne občutimo. Mogoče čutimo kdaj polno glavo, ne vem kaj, ampak ne pa čutimo v istem kontekstu kot recimo šumenje v ušesih. Tako da imate v tem preparatu kot zaščito, kot pomoč pri presnovi, kot čiščenje organizma, resnično združeno vse tisto, kar vam bo omogočalo, da boste te stvari odnesli za leta in leta naprej. Je pa tako, kot sem rekla, ne zdaj en mesec pa reči, ni. To so tudi metabolni sindrom se nabira leta in leta, preden do tega izbruha pride. Tako da je potrebno res malo vztrajnosti. Potem imate pa, mi prej veliko smo govorili o inzulinu, malo manj o leptinu. Zdaj pravijo tako, če smo mi
nekako neodzivni na inzulin, potem se začne sladkor bolj kopičiti. Če smo pa neodzivni na leptin, kot imate tukaj v tem čaju, potem se pa začnejo kilogrami kopičiti. Zato smo sestavili ta čaj, ki pomaga k temu, da so naše celice bolj odzivne na leptin in da se nam zmanjša apetit in da se potem tudi hrana začne pretvarjati v energijo. Tukaj noter v tem čaju imate resnično izjemno močne antioksidante. To so zeleni čaj, zelena kava, asaji jagode, harcinija kambodža, kot smo prej rekli, da pomaga tudi presnovi. Imate resveratrol, ker vam pomaga resnično tisti najmočnejši antioksidant iz grozdja, ki ga pridobivajo. Pa imate kolagen. To je pa tisto, da poskrbi, da vaše te mikrocirkulacije, kapilare pa ožilje ostane čisto in prožno. Tako da resnično s to kombinacijo postanete tako bolj odzivni na inzulin, da celice lažje izkoriščajo sladkor, da lažje pretvarjajo hrano v energijo, če tako rečem, in bolj postanete odzivni na leptin, kar pomeni, zmanjša se vam apetit, zato ker tudi se počutite se tudi dobro, vam rekla, in počasi začne upadati ta obseg trebuha, če tako rečemo. Ker resnično, če greste vi, ne vem, jaz lahko sem malo že profesionalno deformirana, pa gledate recimo ljudi na plaži pa tako naprej. In ko prihajamo v leta, vidite, ni tiste, je sam trebuh, ni recimo, da bi rekel človek, da je debel na splošno, noge pa vse skupaj, ampak samo tukaj čez se tisti obseg preveč, bom rekla, preveč tvori. Je pa tako, da imamo res, stres je tisti, ki je nekako tudi povod vsega. Tako da moramo delovati na tej bazi, da se probamo stresa čim bolj, izogniti, da probamo čim boljše prenašati, če tako rečemo. Pa ne smemo nekako pozabiti še na gibanje. Gibanje je tisto, ki vam bo tudi omogočilo, da se bodo stvari drugače razvijale. Sploh recimo pri sladkorju, težko bomo rekla, mi nekaj urejamo, če se prav nič ne gibamo. Tako da bi bilo izjemno priporočljivo, izjemno dobrodošlo, če bi nekako vsaj tiste pol ure dnevne hoje recimo človek opravil. Ni veliko, pripomore pa zelo, ne? Ja, pol ure dnevne hoje za človeka, ki pride v eno srednjo starost ali pa tako, je praktično nekako že dovolj. Ampak, če mi pomislimo, kaj naredimo in koliko hodimo, se včasih mogoče konc tedna malo zgrozimo, ker ja, nisem tehnu, ampak to je tako, to je malo bolj izgovor kot resnica, da nismo utegnili. Čaj ta je tako, se naredi liter vode, se zavreje, vrže noter eno vrečko in se ga potem po 10 minutah se vrečko vzame ven in se čaj pije v toku celega dneva. Če povemo še cene, ta komplet je nekaj čez 51 €, čaj pa 16,70. Tako da, bom rekla, imate res tisto, jaz tako rečem, eno pokrito zahtevo vašega organizma za vse tisto, kar bi mogel človek narediti zase. Sploh, ker prihajamo v leta, zato, da se mogoče izognemo zdravilom, ker, ko je gospa rekla, da se je zgrozila, ker je prebrala stranske učinke. To verjetno ni bila samo ona, verjetno kar veliko ljudi se zgrozi, kar prebere. Se pravi, boljše preventivno, kakšen tale čaj, izdelek. Jaz zmeraj tako rečem, da mi smo nekako ne bi bili na bazi preventive. Ampak nažalost je tako, dokler nas nekaj ne že malo udari, ne razumemo mogoče tega. Tako da je pa zmeraj 1 kilogram kurative ni toliko vreden kot 1 gram preventive, pravijo. Tako da tisti, ki so pač, bom rekla, že nekaj pridobili izmed teh stvari, pač pomeni, da bojo morali narediti nekaj več v tej smeri. Tisti, ki so še na preventivi, potem je to lahko tudi samo čaj.
Ampak tisti, ki imajo že probleme, potem je res kombinacija tista, ki jim jo priporočam. Jaz smo reči tako, no, še smo res pri koncu. V Murski Soboti imamo eno našo kolegico, ki dela v tej trgovini Sončnica in ona izjemno rada ponudi tudi tako kombinacijo, bom rekla, za te probleme. In pravi, da ima neverjetne učinke, tako potem tudi, ko se ljudje vračajo. Pa tako, ne. Ja, resnično. No, odlično. To je vedno dobro slišati. Upam, da sva danes komu pomagali. Lahko seveda naročite vse te izdelke, tako današnje kot iz prejšnjih oddaj, na telefonsko številko, ki je že izpisana spodaj na ekranu. Tako, mislim, da sva za danes počasi zaključili, a ne povedali. Da smo kakšnemu kaj dobrega svetovali. Tako je, ja. In da boste še poklicali, naročili tele zelo kvalitetne izdelke. Glejte pa nas spet prihodnjo nedeljo, ko bova spet z vami na istem mestu, v isti zasedbi, ob istem času in govorili seveda o drugih težavah. Za nocoj pa hvala lepa, ker ste bili z nami, ker ste nas gledali in želim vam lep večer še naprej. Lahko noč.